Živ in pa pozdravljeni v čisto nov vlog. Veliko vlogerjev je delal zdaj nek pogled za nazaj v lansko leto, jaz bi pa rad naredil en pogled za letošnje leto. Pa tako, ko ste po thumbnailu lahko že razbrali, se bomo pogovarjali zdajle o parih temah, ki me tudi najbolj sprašujete v DM-sih, v komentarjih povsod. Skratka, prva taka bo, kva se dogaja s Torotom oziroma Challenger Offroad projektom. Druga je, kva se dogaja z GTD-jem, koliko smo delač v procesu in tako naprej. Po temu vas povzamem še malo behind the scenes. Zdajle smo sred januarja, Shelbyja bomo zalaufali, ker ga moram nekam premakniti, malo več o tem kasneje. Pa tako odločil sem se, da bi na YouTube rad malo več tega zakulisja pokazal. Jaz upam, da vam bo ta format vloga všeč, zdaj se pa lotimo kar telih najbolj vročih vprašanj. Pa dajmo kar začeti s Toro projektom oziroma Challenger Offroad projektom. Zadeva se je začela, mislim, da lani polet, lahko da je že kaj več, kaj gre cajt ful hiter, ampak slučajno smo najdeli enega poplavljenega Challengerja, ki je bil idealen za nek tak fun project in moja initial ideja oziroma ideja na začetku je bila ta, da se pač da nek lift kit gor, neke grobe gume, da je to bolj tak redneck projekt, doma fenderje se poreže, pač da je to res nek projekt za zabavo, ne toliko kot nek high-end izdelki. In v bistvu ideja tukaj je bila sam, da je pač to neka zabavna zadeva, ki itak to ne gre na tablice, pa pač bi se malo vozil, pa za kakšen event, pa kva pa vem, v glavnem za hec. Ta projekt sva začela dva, na koncu smo bili trije, ampak tako long story short, vsi smo imeli malo drugačen pogled, kakšen bi v bistvu ta projekt ali pa izdelek mogel biti. Jaz sem to nekako probal še nekaj časa vleči, ker nisem vedel pač v katero smer bo šlo pa to, zdaj pa pač vidim, da tudi ta projekt zelo dolg še verjetno ne bo končan. Tako da zato sem se odločil, da tudi od tega projekta odstopam. Zdaj pa pojdimo kar naprej in sicer na avto, ki pa definitivno prihaja v mojo garažo. To je čist nov Mustang GTD avto, ki je omejen na 2000 primerkov na svetu in mogel si biti posebej izbran s strani Forda, da ga sploh lahko naročiš, specificiraš in tako naprej. To je v bistvu avto, ki izhaja iz GT3 dirkalnika in pri Ford Performance ekipi so dizajn pa inženiring prilagodili sam toliko, da so lahko zadevo homologirali. Tega pa GT3 je res siguren nasnak. Avto ima 830 konj, V8 supercharged, menjalnik za zadnjo akso, tako da je skoraj popolnoma 50-50 avto, po teži uravnovešen. Mislim, da bo sicer okrog slabo tono 800 tehtal, kar je v bistvu proti Porscheju kar velik, ampak za Mustanga dost mal. Je pa cel avto narejen iz karbona, feltne iz magnezija, mislim, ni da ni. Avto je brutalen in brutalna je tudi cena. Neki neuradni podatki so, da se bo cena v Evropi začela pri 365 000 evrih. To je v bistvu čisto osnoven model, kar pa lahko zelo hiter potem z nekim karbonskim opcijam, pa trackpacki, pa aktivno aerodinamiko zelo hiter presežemo 400 000 evrov. Ampak cena sploh ni toliko važna. Jaz si ta avto res želim predvsem zato, ker nas je zelo malo na svetu, ker smo dobili možnost, da bomo ta zgodovinski avto lahko spekali in naročili od novega. Mogoče imam samo enkrat v življenju to priložnost in rajš skočim na tako priložnost, kakor da si grem delat hišo. Mogoče to za vsakega ni logična izbira, ampak meni pač avti res veliko pomenijo. Pa trenutno tudi še nimam potrebe po hiši, tako da jaz se res veselim tega. Na tej točki vam ne moram več povedati od GTD-ja, kakor to, pač da sem bil zbran, ampak to itak že veste. Mogel bi dobiti zdaj v kratkem nek obrazac, kjer v bistvu jaz povem, ok, zanima me recimo karbonski paket, zanima me performance package, to pomeni, da dobiš to aktivno aerodinamiko noter, pa tako naprej. Potem pa tudi navedeš, a bi imel avto čim prej, čim kasneje, ti vse en kdaj dobiš build slot, tako da v bistvu ta obrazac čakam. Američani so ta obrazac dobili že konec oktobra, tako da so kar ene 3 mesece pred nami in Američani tudi že dobivajo build slote oziroma po večini so že dobili build slote in prvi avti pridejo na cesto nekje konec februarja, začetek marca, najkasneje aprila. Ampak spet, to je Amerika, Amerika bo prva na vrst, zato me tudi dostikrat sprašujete, če že kaj vem, pa dejansko ne vem, no, zato ker je
ameriški trg pa evropski trg popolnoma ločen, kar se tiče komunikacije, build slotov in tako naprej. Takoj, kaj izvem, bom valjda delil tudi z vami. Zdaj ti pa povem še par projektov, ki bojo letos to največji projekti zame do zdaj. Ta prvi tak je 10. pa 11. maj. Imamo Automotor Show. To bo največji avtomoto dogodek v Sloveniji letos. Zakupili smo vse možne hale, avti bojo po vseh možnih ploščadih, tako da če je en dogodek, ki ga morate letos videti, je Automotor Show v Ljubljani. Tako, kot sem rekel, 10. pa 11. maj. Itak bom še ful več povedal v prihajajočih mesecih, ko se bomo bližali dogodku. Karte grejo tudi v kratkem že v prodajo. Ampak to je ena stvar, na katero sem res ponosen in sem delal po moje zadnje 3 do 4 leta kar zelo intenzivno, da sem sploh prišel do te točke, da lahko, bom rekel, naredimo dogodek takega formata. Predvsem za vse nas avtomoto navdušence, da imamo vsaj enkrat na leto en res proper dogodek, kamor greš pa vidiš vse živo. Avti bojo pa tam predvsem taki, ki jih ne vidite vsak dan na cesti, ki jih ne vidite v salonih. Tako da zaenkrat moram še, bom rekel, držati skrivnost, kakšni avti pridejo, ampak verjemite, da jih pri nas kar nekaj od teh še niste videli. Naslednji tak res ogromen projekt je pa ta, kakšen teden nazaj sem announcel, da bom delal The Ultimate Man Cave. To bo v bistvu pri meni doma, kjer bom lahko gradil res orang garažo. Tam bo prostora za približno 10 avtomobilov, nad tem bomo imeli tudi tak proper Man Cave, kjer bo noter simulator, bar, tako res tak cool plac za družiti. To bo v bistvu bolj moja privat garaža, kjer bom jaz imel parkirane svoje avtomobile, pa kakšen avto od mojih prijateljev, ampak bom pa parkrat na let tudi odprl vrata za javnost, za vse vas, ki bi radi prišli to pogledati, pa da se malo podružimo, kaj dobrega pojemo, kakšno rečemo, pa tako naprej. Trenutno sem v fazi, kjer v bistvu s arhitekti pa dizajnerji ustvarjamo zdaj koncept tega objekta, tako da, ko bo kaj za pokazati, vam valjda tudi pokažem. Res se veselim letošnje sezone, tako kot sem vam zdaj že vse razložil. Valjda bo teh stvari še več, ampak res sem ponosen na te stvari, ki se bojo letos dogajale in ful sem vesel, da tudi vsi, ki me spremljate, ste z mano na tej poti. In res se veselim, da vam pokažem še več na to temo. Zdaj pa dosti govorjena. Zdaj šibam po Shelbyja, ker ga jutri zjutraj pelem na gospodarsko razstavišče. Zdaj ta vikend poteka tale informativa in mi imamo z Automotor Showom tam tudi štand, kjer bomo promovirali ta naš dogodek maja. Tako da pojmo ga kar zalaufati, da ga malo prebudimo z tega zimskega spanja. Krijet sem ga. A sredi? Sem. Unleash the beast. Pa se moram kriti, zato ki je zelo glasno tlele. Evo, pa je Shelby na gospodarcu, klele imamo prav svoj štand za Automotor Show in pa še kartonasto verzijo mene. Je pa zadeva v bistvu 1:1, tako da je majster tudi vliken toliko visok, kaj jaz. Tukaj sem bil še gost na forum Odru, malo smo se pogovarjali, kako sploh zgleda poklic ustvarjalca vsebin. Je bilo kar lušten. Zakaj smo pa tukaj del informative? To je pa v bistvu zato, ker moji partnerji pri Automotor Showu, to je v bistvu podjetje ProEvent in oni tudi organizirajo informativo. Zato smo rekli, da malo te zadeve združimo. V bistvu izkoristimo priliko in tukaj na informativi bo zdaj prvič, ker se bo dali karte kupiti, potem za tem vikendom grejo pa karte tudi public na prodaj, tako da jaz se res že veselim, da tole zadevo začnemo. Zdajle se pa pelem v Ljubljano v Audio salon. Tam nisem bil že kar dolg, ampak grem pogledat enega zelo posebenega Q3 Sportback, pa bom več tam povedal. Zmer grem pa rad v Ljubljano ta Audio salon pogledat, ker imajo seveda ponavadi tudi kaj zelo zanimivega od RS oddelka. Tako da evo, dajmo se pogužvati čez Ljubljano, pa da vidimo, kva dogaja pri Audiju.
Pa smo prišli do Audi salona, zdaj pa pojmo kar noter pogledati, kva imajo. Nice. Mati črn, aha. Dober kombo, I approve. Tule pa precej Q3 noter, ne vem, kje je ta prava. Čak, da Roberta najdemo. Super, ja. Odlično. Tole je Audi Q3, ki ga lahko zadaneš v nagradni igri od Mola. Za več informacij ti pa stisnem link v opis tega videa oziroma skoč na moj Instagram profil. Jaz sem imel idejo, da dejansko pridemo avto pogledati, veš, ker pri vseh nagradnih igrah imaš zmeraj one simbolične slike pa to. Jaz sem vam pa res hotel pokazati, da avto, ki ga bo pač dobil zmagovalec, in to je dejansko ta avto. Meni je ful všeč, noro je naložen avto, ima ogromen opreme, pa res mi je lepa tale barva. Tako da pojmo ga zdaj še od znotraj pogledati. Mislim, da tisti, ki je v tole dobo, bo res vesel. Noter imaš itak komplet digitalne števce, vse je tako lepo. Meni so pa Audiju res všeč tele gumbki, pa ki imaš na volanu še zmer gumbe, pač avto je noter krasen. Potem imaš pa avtomatski menjalnik, komplet S-Line paket, pa še Sonos ozvočenje. Če bi pa tudi ti rad zadev tega Audija Q3 Sportback, ti pa stisnem v opis tega videa v spodaj vsa navodila oziroma link do te nagradne igre. Zdaj pa pojmo še tjale dol v kot nekaj pogledati, ki je pa rekel Boštjan, da ima nekaj zelo zanimivega še danes v salonu. Kva hudo izgleda, to je čist nov Audi Q8 RS oziroma RS Q8. Saj nima cajta človek divati. Zdaj ga pa še noter poglejmo feltne, so mi res všeč tele. Evo, takole pa izgleda čista nov RS Q8 noter. Evo, tale tofi fezice imaš noter, pa vse digitalen. Nice. Čist hudo. Uko diši. Lučka na tleh. Jaz se sicer ne spoznam prav veliko na tele avtomobile, ampak evo, tukaj imaš alkantarco, leder, karbonček lepo, ambilight. Zdaj kao back ta v krogu. Mi je všeč ta bela. Hudo je, 4 števce imaš noter. Hudo. Čak še specifikacija me zanima. Koliko je to močno? 641. 641 konj, 3,6 do 100, 2 tone 300, pa še evo, akcijska cena 210. Hudo. Res dobro izgleda. Danes smo pokazali tudi od najdražjih pa najbolj brutalnih Audijev trenutno v ponudbi. Tukaj imajo res ful avto, jaz sem že kar malo pozabil, koliko je fajn, no vsake toliko cajta v kakšen salon prideti, imajo tudi ta nove A5-ke, pa tako naprej, pa je še kar precej enih novih avtov v prihodu. Ampak danes smo bili zato tukaj, da smo tudi malo še posneli promocije za tole Q3, ki bo v bistvu glavna nagrada pri nagradni igri od Mola. To je pa v bistvu to za danes, no. Če bi pa radi še videli, da gremo v kakšen salon več takole obiskati, pa napišite v spodaj v komentar.